Naslednji program so omogočili prijatelji in sodelavci misijonarske skupine Joyce Meyer. Ne vem, kako bo izgledala, vendar vem, da je zvest in ne bom odnehala, niti se oddala, kajti vse stvari lahko storim v Kristusu, ki mi daje moč. Preteklost me ne bo ovirala, izkopala se bom iz dolgov, postala bom zdrava in počutila se bom dobro. Svojih otrok ne bom pustila hudiču, kajti večji je on, ki je v meni, od tistega, ki je v svetu. Veste, mi vsi lahko gremo v cerkev in se zdimo drug drugemu verni, vendar to ne pomeni, da smo resnično verni, ko smo doma za zaprtimi vrati. Ne vem, če ste opazili ali ne, vendar Sveto pismo pravi, da bi morali živeti zmagovito, biti veseli, posredovati mir, imeti pravi odnos do Boga ter imeti dobre odnose z ljudmi. Imeti urejene potrebe, imeti energijo, se dobro počutiti, imeti kreativnost. Ne rabimo biti pod bremenom ničesar. Bog je naša slava in naš ponos. Po Svetem pismu smo mi glava in ne rep, mi smo zgoraj in ne spodaj. Če govorite z ljudmi na vprašanje, kako so, odgovorijo, da so pod bremenom, v stiski, sem v depresiji. Kako si? Sem v stresu, sem preobremenjen. Bog mi je nekoč dejal, če si sedaj v stiski, ne boš ves čas. Saj veste, kdo ste, ko se resnično zavedate, kaj imate in kaj vam je Bog dal. Zjutraj sem bila tako nadušena nad Svetim pismom, to lahko pove tudi moj mož David. Mislim, če ne bi verovala, se zdi Sveto pismo popolnoma neverjetno. Mislim, obljube, ki nam jih je Bog dal, ki jih je izrekel, da jih bo tudi uresničil, ne samo za nas, ampak tudi po nas. Vse imamo od Boga in po njem. Ne samo, da se vi počutite dobro in imate lepo, urejeno življenje, ampak po vas se lahko zgodijo ozdravljenja, tako da se podobne stvari dogajajo še naprej in naprej in naprej. In evangelij se širi. Dolga leta sem živela v zmešnjavi. V 70 letih sem vzdihovala k Bogu in govorila, da nekaj manjka v mojem življenju. Nekaj manjka. Nekaj manjka. Neverjetno je, da naletimo na ljudi in najdemo naš odgovor. Ko pridete k Bogu, vam bo mogoče dal odgovor, ki bo za vas presenečenje. Bog se je dotaknil mojega življenja z veliko močjo, ko sem se februarja 1976 vozila v avtomobilu. Mnogi ljudje so prejeli Svetega Duha na različnih koncih zemlje, iz različnih narodov so bili napolnjeni Svetim Duhom, prejeli so darove Duha in iz njega resnično oživeli. Vi lahko poznate Sveto pismo, ne pa tudi darov, zato bom danes čisto na kratko govorila o njih. Bog nam je naklonil nadnaravno življenje. Ne samo naravno, ampak nadnaravno. Lahko živimo običajno življenje in smo tako srečni, da ga komaj prenašamo. Lahko smo uspešni, lahko smo močni, premagujemo svojo preteklost in vse težave po Kristusu, ki nam daje moč. Bog je deloval v mojem življenju in začela sem se učiti o moči Boga in o moji avtoriteti biti kristjanka. V teh zgodnjih dneh mojega krščanstva sem se mnogo učila o veri in duhovnem boju. Ali sem narobe razumela, ali pa se mi je zdelo tako, vendar je veliko ljudi podobnega mnenja, da z avtoriteto nad Satanom izginejo vsi problemi. Kajti vsakič, ko imate problem, bi hudiča morali premagati, obsoditi in izgnati. Jaz sem obsojala hudiča, vse dotlej, da nisem imela več nobene obsodbe. V meni ni ostala niti ena obsodba, vendar sem še vedno imela vse probleme. Torej, avtoriteta nad Satanom ne pomeni kričati nanj in se učiti nekaterih duhovnih principov. Ampak je predvsem v tem, kako biti zmagovit v danih situacijah, sredi življenja in kako živeti dano situacijo v svojem življenju, ki je zelo težka. Sveto pismo nam ni nikoli obljubljalo življenja brez problemov. Ravno nasprotno.
Jezus je rekel, beremo v Janezovem evangeliju 16:33, na svetu imate stisko, vendar bodite pogumni. Jaz sem svet premagal. Nekatere verzije dodajo, da je odvzel moč hudiču, da bi nam lahko škodoval. Nekaj nas obkroža, vendar ne more v vas, ostane zunaj. Res, da ni problem to, kar je okrog nas, ampak kar je v nas. Pomembna je naša drža do skušnjave in če jo uspemo premagati. Zelo pomembno je, da ste duhovno močni. Zelo sem ponosna, da ste si vzeli čas in ste prišli, da bi bili z Bogom in poslušali Božjo besedo. Sveto pismo pravi, da močan duh hrani človeka v telesnih bolečinah in težavah. Ne vem, kaj me čaka naslednji teden in tudi vi zase ne veste. Presenečeni boste. Nekatere stvari so dobre in se jih veselimo, zopet druge bi bilo bolje, če se ne bi nikoli zgodile. Vendar eno stvar vem, ne morem čakati na težavo, da bi se lahko na njo pripravila. Moram biti močna in pripravljena za vse, kar pride, ker Sveto pismo pravi, da lahko storim vse stvari v Kristusu, ki mi daje moč. Ni pomembno, kaj je. Rimljanom 8. poglavje pravi, mi smo več kakor zmagovalci v Kristusu, ki nas ljubi. Kaj pomeni, da smo več kot zmagovalci? Mislim, da če smo že zmagovalci, je kar precej, vendar kaj naj bi bilo več kot zmagovalci? Mislim, da še preden se pojavijo težave, vemo, da bomo zmagovalci. To pomeni biti več kot zmagovalec. Mislim, da ni treba živeti v stalno strahu, kaj se bo zgodilo. Biti v strahu pred slabimi novicami ali zmešnjavi v svetu. Danes vsi govorijo o svetu, kakšna zmeda vlada, da ne vemo, kaj se bo zgodilo. Res je, ne vemo, kaj se bo zgodilo. Svet je v zmedi. Stvari izgledajo precej slabo. Ne vem, kaj se bo zgodilo. Veste, kaj odgovorim na to? In s tem ne skrivam svoje glave v pesek, da bi vse prezrla. Ostala bom srečna. Ne bom dopustila, da bi vse to bilo v meni, ampak bom nadaljevala svoje delo. Delala bom, kar moram delati, vendar veselje v Gospodu je moja moč. Kajti, če to pustim, potem nimam moči za nič. Amen. Ne morete dopustiti, da na vas vpliva. Pavel je čudovito molil v pismu Filipljanom 3:10, da bi spoznal njega in moč njegovega vstajanja. Vsakdo naj reče moč. Tako sem jezna in žalostna, ko premišljujem o dejstvu, da sem hodila v cerkev 10 let in tam opravljala vsake vrste dela. Hodila redno v cerkev, pomagala pri raznih delih in nihče mi nikoli ni povedal, da imam kakšno moč. Nihče mi nikoli ni rekel, da bi Kristus postal mogočen preko mene. Slišala sem sicer nekaj o moči Boga, vendar nisem vedela, da imam sama kakšno moč. Mnogi ljudje so slabotni, žalostni, zagrenjeni, majhni, pretepeni in poteptani, pohojni v življenju, ker jim nihče ni povedal, da si preko Boga pridobijo moč in avtoriteto. Danes vam pravim, da ste glava in ne rep, da ste zgoraj in ne spodaj. Vi ste v Kristusu. In on je prejel vso moč in avtoriteto in vse pod njegovima nogama. Če vse pod njegovimi nogami, potem je tudi pod vašimi. Vi morate vedeti, kdo ste in morate začeti hoditi v avtoriteti, ki ste jo prejeli in uporabljati njeno moč. Vse, kar nam je Bog dal, smo prejeli preko vere. Ne zanima me, kakšno življenje imate prav sedaj, niti kako dolgo in kako težke probleme imate. Vi imate moč in morate se naučiti, kako jo uporabiti. Ne dopustite, da vas vaša zmešnjava potolče. Reči si morate. Ne vem, kako Bog zgleda, vendar vem, da je zvest. Jaz ne bom odnehal in niti omagal, ker lahko vse storim delam njem, ki mi daje moč. Premagal bom svojo zgodovino, rešil se bom dolgov, postal bom zdrav, imel se bom dobro, svojih otrok ne bom pustil hudičev, kajti Bog, ki je v meni, je večji, kakor on, ki je v svetu. Vse ve dekleta, v varnih hišah, ko vam pride sovražnik prišepetovat sredi noči, da ne boste nikoli tega prestale. Recite mu, lažnivec. Kajti v Kristusu je resnica, da ste že prešle dobršen del poti. Ve se samo učite naprej. Vidite, že imate zmago, samo nekdo vam mora to povedati.
in vas spomniti, da ste jo že prejeli. Vi se morate vzravnati in reči, hej, hudič, to je moje, tega ti ne dobiš. Obstaja jeza, ki bi jo morali brzdati in druga zopet ne. Po mojem mnenju bi morali imeti malo svete jeze. Vi morate vedeti, kdo ste v Kristusu. Povedala vam bom eno stvar. Če se vi sami ne boste zavzeli za vaše pravice, se nihče ne bo. Satan je lažnivec, kradljivec in tožitelj. On bo uničil vse dobro, kar vam Bog daje, če mu boste dovolili. Pa saj molim Bogu, da mi pomaga. Bog vam je že pomagal. Kar morate sedaj storiti, je, da nadaljujete pot. Vsako mesto, kamor stopi vaša noga, sem vam ga že dal. Vse, kar morate, je, da zmagate. Pavel pravi v pismu Rimljanom 5:17 vrstica, da v življenju kraljujemo po Jezusu Kristusu. Ali ste počutite, kot da bi kraljevali v svojem življenju? Kdo vam gospoduje v življenju? Ali so to okoliščine in situacije? Ali so drugi ljudje, ki upravljajo vaše življenje? Ali je vaša preteklost tista, ki vas vodi? Ste v oblasti hudiča? Ali pa kraljujete v življenju po Jezusu Kristusu? Recite moč. Všeč mi je stavek pisma Efežanom 2:6. In z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu. Moje noge so na tej ploščadi, vendar duhovno sedim na Božjem prestolu s Kristusom. Del mene ni tukaj. Del mene je doma z Bogom in to prav sedaj. Del mene je pri vznožju nebes, ko čaka na končno dejanje, ko bo napravil vse sovražnike za podnožje svojih nog. Moje življenje je ustaljeno in varno. Če ste vernik, ste si že pridobili mesto v nebesih. Vi ne spadate sem, to ni vaš dom, tu ste samo popotniki. Poglejmo k Mateju 28, 18. vrstica. Recite moč. Izrecite tako, da bi bili zainteresirani. Recite avtoriteta. Dobro, dala vam bom električni šok. Matej 28. poglavje, 18. vrstica. Bilo je postajanje. Jezus je pristopil in spregovoril rekoč, da nam je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Rekel je, da nam je vsa oblast. Iz tega sklepamo, da nam je to oblast dal, ko je rekel, vi pojdite v moji moči in delajte vse, kar sem vam naročil. Vse lahko storite, kar je Bog naročil. Naj vam nekaj povem. Če ste v težavnem zakonu, in morda ste poročeni z najslabšim podležem vsej državi. Vendar, če verjamete, da vam je Bog rekel, da ste z njim, ali pa da ste narazen, potem se ne pritožujte in ne godrnjajte. Nočem niti slišati, kako vam je težko. Kar želim slišati je, to, kar mi je Bog naložil, lahko naredim in to bom zdržala in bom tudi zmagala s pravo držo in zmagala bom v Jezusovem imenu. Nekateri ste nanušeni, drugi pa se boste še pridružili. Pravite, ampak hudič ima tako veliko oblast in bi si želeli, da bi vas pustil na miru. Ne bo vas pustil na miru, brez skrbi. S tem se morate sprijazniti. Prepričana sem, da me tudi hudič sovraži. Popolnoma sem prepričana v to, ker ga tudi jaz sovražim in sovražim greh, sovražim hudobijo in kar ta stori ljudem. Vem, da je on, ki je v meni, mogočnejši od njega, ki je v svetu. K meni lahko pride na en način, vendar bo bežal na 7 načinov. Amen.
Pravite, če bi jaz imel kakšno moč, bi že nehali s tem? Luka 10:19. Jaz sem vam dal moč. Jezus ne pravi, mogoče bi vam dal, ali en dan boste mogoče imeli. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. To je šteta fizična in duhovna moč in zmožnost. Nikar ne govorite, da ne morete več zdržati. Vi imate oblast nad vsakršno sovražnikovo močjo. Nič vam ne bo škodovalo. Govorim, res je, hudič ima moč, vendar vi imate še več moči. Ne vem, če ste vse te stvari resnične ali ne, vendar domnevam, da so. Velikokrat sem že slišala zgodbo o Martinu Lutheru, da se je neko noč zbudil in videl hudiča, ki stoji pri vznožju njegove postelje. Pogledal ga je in mu rekel, o, samo ti si, in se obrnil in spal naprej. Vendar nisem prepričana, da je še vedno tam. Napotimo se k pismu Kološanom 2:15. Razorožil je vladarstva in oblasti in jih izpostavil javnemu zgledovanju, ko je v njem slavil zmago nad njimi. To je slavil v Kristusu in to križanem. Križ je za svet neverjeten poraz, vendar je postal največja zmaga, ki jo je ta svet kdajkoli poznal. Ker je Jezus nosil vse naše napake, vse naše grehe, slabosti in bolezni, vso bedo na ta križ in jih izničil. Nihče nima več nobene moči in oblasti nad nami, razen te, ki jo radovoljno sami damo. Bog je dal oblast Adamu in Evi, vendar sta odklonila. Svoji avtoriteti se lahko odpoveste, če želite. Lahko pa preživite celo življenje, ne da bi se sploh zavedali, da imate kakršnokoli oblast, kar me zares naredi jezno, da toliko ljudi gre vsak teden v cerkev in se vrnejo nazaj domov brez najmanjše spremembe. Gredo v cerkev in domov, v cerkev in nazaj, v cerkev in nazaj. Imate nalepko na avtu, imate križ, imate križanega, govorite, slavimo Gospoda, aleluja. Vendar ne morete prenašati ljudi. Hodite naokoli ranjeni, užaljeni, negotovi, da se strah vsega, o, moje življenje je tako težko. Veste kaj, vi ne veste. Vi res ne veste, kaj se je zgodilo na tem križu. Vi nimate pojma. Vi morda verjamete, da je Jezus umrl za vas, vendar ne veste, kaj je storil za nas. Življenje je preveč težko. Veste kaj? Vi ne veste. Ne veste, kaj se v resnici zgodilo na križu. Vi lahko verjamete, da je Jezus umrl za vas, vendar ne veste, kakšna osebnost ste sedaj. Ne veste, kdo ste v njem, kajti če bi vedeli, bi končali vsem tem, tedaj ne bi bilo več ječanja, stokanja, vzdihovanja, pritoževanja, samopomilovanja in patetike. Dajte no, vzemite se v roke. Ali vam je sploh jasno, v kakšnem položaju so izgubljeni ljudje? Pismo Kološanom 1:13. On nas je namreč iztrgal. On nas je iztrgal, ne bi nas lahko, ali bi nas mogoče iztrgal. On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas predstavil v kraljestvo svojega ljubljenega sina. To ne gre za možnost ali pogojnost, ampak nas je iztrgal in rešil. Vsakdo reče, rešen sem. Nikar ne recite, da poskušate biti rešeni, recite raje, rešen sem. Rešil nas je spod vladarstva teme in nas predstavil v kraljestvo svojega ljubljenega sina. Jezus ima ključe pekla in smrti in uganite, kdo jih še ima. Ključi pomenijo avtoriteto. Matejevem evangeliju 16. poglavje beremo. Poskušam se umiriti, da bi me vi lahko razumeli, kaj govorim. Če sem preveč napeta, primešam prehitro čustva in vsakdo misli, da je bilo zelo dobro predavanje, vendar nihče ne ve, o čem sem govorila. Kaj je govorila? O, ne vem, vendar bila res dobra. Začnimo z Matejevim evangelijem 16. poglavje, 13. vrstica.
Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence, kaj pravi ljudje, kdo je sin človekov? Rekli so eni, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, spet drugi, da je Jeremija ali eden izmed prorokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril, rekel mu je, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je dejal, blagor ti, Simon Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem, ti si Peter skala in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Rada imam tudi izrek iz Joba, ko pravi, vem, da živi moj rešenik in ob koncu časov bom z njim prebival. Naj vam nekaj povem, če verjamete v Jezusa Kristusa, če verjamete to blazno zgodbo, da je Bog prišel v podobi svojega sina, da je samo en sam Bog, vendar so tri različne osebe v tej Božji glavi. Ena izmed njih se s pomočjo drugih dveh učloveči in gre na križ z vsemi našimi grehi, jih plača ter jih tako izniči. Nato vstane od mrtvih in vam da moč, da to živite. Če lahko verujete v stajenje, kar se bo nedvomno nekoč razodelo, potem je bolje, da se zahvalite Bogu za svojo vero. Vi ne morete verovati takrat, kadar hočete. Bog se mora poprej razodeti. Mi potrebujemo razodetje. Zahvaljujem se Bogu, ker lahko verujem. Zahvaljujem se Bogu, ker se lahko vstanem in gledam okrog, zmešnjava se ta in verujem, da je Bog prav sedaj tukaj. Verujem, da me gleda, verujem, da so angeli z mano, verujem, da ima Bog načrt, polna sem upanja, polna sem veselja, polna sem miru. Nekdo bo rekel, zakaj, kakšen dokaz pa imaš? Jaz vem, da vem in vem, ker vem, da vem. Kako pa veš? Ne vem, kako da vem, vendar vem, ker vem, da vem. Zjutraj sem srečala gospo v dvigalu, šla je v isto nadstropje, vendar ni bila pri mojih predavanjih, vendar me je prepoznala in rekla, ali ste vi Joyce Meyer? Drugi ljudje so bili okrog, všeč mi je bilo, kaj se je zgodilo. Rekla je, da. Boste že enkrat dotihnili? Rekla sem, da nisem prepričana, če bi bilo to najbolje. To je namreč ravno nasprotno tega, kar jaz počnem. Ona pa nadaljevala. Povem vam eno stvar, gledam vaš televizijski program, veste, vendar jaz nisem religiozna osebnost. Odgovorila sem ji, veste kaj, tudi jaz nisem. Tako sem ji rekla, vendar jaz ljubim Jezusa. In tam sta stala zraven dva zakonca in lahko vam povem, da sta se počutila zelo neprijetno. Zdi se mi, da sta poskušala reči nekaj takega, kakor da nista religiozne osebnosti, ampak ko vas vidim, bom kar postal. Sem se mislila, ja, to, aleluja. Morate vedeti, kdo je on. Matej evangelij 16. poglavje, Jezus 18. vrstice reče, ti si Peter skala in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in vrata podzemlja ne bodo premagala. On govori o skali, ki je osebna Petrova vera in na tej skali bo sezidal cerkev in peklenska vrata ne bodo premagala. Ali to razumete? Vi ste cerkev in peklenska vrata vas ne bodo premagala, če verujete v Jezusa Kristusa. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posnamejo in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu.
Pomenite nam več, kot si lahko predstavljate. Cenimo vas in se zahvaljujemo vsem prijateljem in sodelavcem misionarske skupine Joyce Meyer, da nam omogočajo naše poslanstvo po vsem svetu. Skupaj hranimo lačne, oblačimo uboge in oznanjamo Gospodovo besedo mnogim narodom. Prosimo, kontaktirajte nas ali obiščite našo spletno stran joycemeyer.org, kjer lahko oddate svoje molitvene namene, bolje spoznate naše delo in vidite Joyce in urnik. Pridružite se nam v partnerstvu, da bomo skupaj delili Kristusovo ljubezen svetu. Predvajana oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.